Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in še vedno govorimo o ljubezni do sebe, tam, kjer se vse začne. In danes bomo govorili o stresu, ki je pa seveda spet povezan z ljubeznijo do sebe oziroma s pomanjkanjem ljubezni do sebe. Ker glejte, ko imamo pomanjkanje ljubezni do sebe, takrat dovoljujemo. Dovoljujemo zlorabo, dovoljujemo, da nam nalagajo več na naše rame, kot zmoremo nesti. In kljub temu, da nekje v nas tako močno kriči, da ne zmoremo več, enostavno ne rečemo ne. Vsake toliko časa popenimo, da ne izrazim kakšno drugo besedo, saj jo slišite, ne? Popi. In takrat nas vsi okrog gledajo, pa kaj ti je, se si zmeram, pa se ti nič hudega ni, kaj pa zdaj rada in tako naprej. V glavnem, kaj se učimo skozi take odnose? Predvsem spet ljubezni do sebe. In danes sem s hčerko govorila pri kosilu in sicer od tega je rekla, ki imam jaz serijsko napako, ampak opažam, da jo zdravim oziroma mogoče sem jo že kaj pozdravila. V glavnem, kljub temu, da v preteklosti, da sem bila recimo ranjena, sem si nadela nasmeh. Za vsako ceno prekriti, da je nekaj narobe, potlačiti svoja čustva in ne dodajati na ogenj drva, predvsem zatreti sebe zaradi tega, da je pri hiši mir. In sem ji razlagala, da pač to je program, ne? Za vsako ceno moram ugajati. In če imate vi v svoji podzavesti program, za vsako ceno moram ugajati ali pa odgovorna sem za čustva drugih ljudi. V tem primeru boste vedno zatrli svoje potrebe, vedno zatrli svoja čustva in boste ugodili drugim, da bojo drugi zadovoljni, čeprav v vas noter kriči. No, hčerka je govorila o eni sošolki, ki ima pač ta program. Nismo samo dame tam okrog 50 let, ki imamo te programe, pa naše mame, ampak tudi otroci. Ne, seveda, če mama, ki ne naredi nič na tem programu, bo vzgojila hčerko, bodi tiho, potrpi, ustreži, samo da je dobro, samo da je mir pri hiši, ni važno, kako si ti. No in ta kronični stres, to je stres na celični bazi, povzroča, zdaj pa gremo na knjigo, ko imajo hormoni žor, kronično utrujenost, napade tesnobe, lahko tudi paniko, pridobivanje maščobe nad predelu trebuha, to je na strani 86 za vse tiste, ki imate knjigo, napihnjen trebuh, pojav celulita, suhi, razcepljeni lasje, zatekal obraz, otekli podočnjaki, zmanjšana spolna sla, oslabljen imunski sistem, bolečine v sklepih, depresija in malodušnost. No, v glavnem, zdaj, če to gledamo, to so točno znaki, da vam v telesu dela preveč stresnih hormon kortizol in da imate pomanjkanje drugega hormona, ki se imenuje hormon DHEA. No in zdaj prvo, telo je tehnično, moramo razumeti, da dokler mi telo ne nahranimo, toliko časa pač nas vozijo hormoni sem pa tja. No in prvo pogledamo, kaj potrebuje naše telo, da sploh lahko izdeluje te hormone, sploh stresni hormon vam prednostno porabi vse ostalo in vam porabi ves A vitamin. Se pravi, to vpliva potem tudi na suho kožo, na suho sluznico po celem telesu, suhe oči, potem pomanjkanje B vitamina, raztreščene živce, pomanjkanje C vitamina, lomljive nohte, sivenje, gube, E vitamin vam pokori, se pravi, imate lahko hormonske težave, potem vam kalcij porabi, no, kalcij se nikjer ne vidi na koži, da vam manjka kalcija, ampak na dolgi rok se lahko zgodi osteoporoza, magnezij, tukaj vam nekaj žmiga, imate krče v mišicah, imate špikanje pri srcu, lahko vam manjka selena in imate seveda zaradi tega oslabljen imunski sistem in predvsem ste stari, zgubani in polulani. To je pa pomanjkanje B vitaminov, se pravi, vam lahko začne na dolgi rok uhajati voda. Če nič ne naredite, vam začne lahko uhajati tudi blato,
razgrajujejo se mišice, tukaj dol se ta del povesi, nastanejo te hrčkove vrečkice, povesijo se prsa, povesi se tukaj, v glavnem koža se povesi in vi opazujete kožo in reči, joj, staram se. Namesto, da bi se začela ukvarjati s svojimi čustvi, to je pa minsko polje, to minsko polje pa zna boleti, a ne? In tam pa ni varen hoditi, ne? In tam pa ni varen se ukvarjati s tem, ker če je moja mama vse potrpela, bom pa že še jaz. No in danes sem jaz moji hčerki razlagala, da seveda, lejte, v parih letih, par otrok, jaz sem srednja in normalno, kdo je pač, ne, delal pri hiši kmetija, si nekje na zadnjem mestu. In sem prišla do zaključka, da v bistvu dobim drobtinice ljubezni, če se trudim za ljubezen. No in to je bil v bistvu moj vzorec skozi celo življenje, da sem se trudila za ljubezen. Ne? Da se malo potrudiš, pa pol nekdo dobi, veste, tako kot kuža. A ne? Vse tisti, ki imate kužke, dobro veste, kako izgleda, ko dela vaš kuža, tako samo da dobi mehen pohvale. Moja hčerka je ravno kar s kužkom prišla. Čakaj, daj zdaj našega Tobija pokaže, Anja. Tobi, pejt sem, pejt, se boš pokazal. Dej, glih v kužki govorim, lej. No, to je naš kuža. In takrat, ko mu obljubiš, da bo dobil za jest, se usede na zadnje tačke in da takole in jeziček ven in komaj čaka, da bo dobil pač nagrado. In tako sem bila tudi jaz nekoč. Pač prosjači za ljubezen. No, zdaj pa frej, šibi. Anja prav, ubogi Tobi. No, ampak dejstvo je, da če smo mi ljudje tako kot kužki, sam da dobiš, pridan in je to, a ne? Če se vam to dogaja, da vidite, da tekate za ljubezen, se učite osnovne lekcije, imej se rada. In hkrati imeli boste pa odnose, kjer vam bojo kazali na vaš primanjkljaj, kjer vam bojo kazali na to, lej, tukaj je nekaj narobe s tabo. In zato jih zmeraj dobite po glavi, kaj sem spet naredila narobe? Ja, ne vem, predvsem se verjetno učiš ljubezni do sebe. No, zdaj pa, če pogledamo najprej, če se še vrnem nazaj. Če ste v kroničnem stresu, res vam priporočam, dajte si vzeti omega-3, C-vitamin, veste, da pri meni na spletni strani imate s popustom, koda za popust je zdravje. V glavnem, to vam res priporočam. Omega, C-vitamin, v tem primeru, če ste v kroničnem stresu, še formulo 4, to jaz uporabljam. Tako da to vam priporočam. In zdaj, če bi nekomu priporočila, bi rekla, da vzem si tole kombinacijo. Zdaj, za tiste, ki pa razmišljate, nekaj bi, ampak ne bi nič kaj posebenega, Pro-Vitality Plus. No, v tem primeru dobite tako eno kot drugo, predvsem dobite B-vitamine, B12, ki umiri vaše možgane, C-vitamin, E-vitamin, dobite olja, ki nahranijo vaše celične membrane. Tako da v glavnem, to je kombinacija, ki bo pomagala pri tem, da bojo vaše celice začele z vami sodelovati. In predvsem formula 4, po njej se boste počutili kot formula 1. No, to je zdaj tisto osnovno. Zdaj pa pojmo naprej. Zdaj mogoče, jaz upam, da mi boste sledili, a ne, ker gledala sem svoje življenje, ne vem, 20 let, in se nekaj je z mano narobe, ker privlačim ljudi, ki me na nek način zlorabijo. Izkoristijo, poberajo informacije. No, jaz sem prišla do zaključka, da je nek moj vzorec, da imam potrebo po zlorabi. Pa zdaj mogoče rečete, da to ne more biti, ampak lahko imate pa potrebo po stresu, mogoče ste zasvojeni stresom, ker dokazano je, če boste brali Joe Dispenza, recimo placebo ste vi, ali pa postanite brezmejni, ne vem, če to odvadite se biti to, kar ste, to je napisal Joe Dispenza. V glavnem, ja, tudi je, postanite brezmejni, Joe Dispenza, jaz imam tamle knjige, zato jih berem. V glavnem, on govori o tem, da zasvojeno stresom ima dejansko iste receptorje, kot da bi bili zasvojeni z mamili. Dobesedno postanete odvisni od stresa. Zdaj pa kako se odvaditi odvisnosti?
Ja, pa smo spet pri zdravilni molitvi dekodiranja in vam povem, da res enostavno delujejo. Se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s potrebo po stresu. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo ljubeznijo. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, potem energijo usmerjamo v 4 zdravilna središča in potem si pa damo roke v položaj blagoslova. Dajte si pogledati video Zdravilna molitev dekodiranja v 3 korakih. Si date roke v položaj blagoslova in si predstavljate končni rezultat. In si predstavljate sebe, kako ste že tam, kjer želite biti. Kako ste mogoče že v novi službi, ki je sanjska služba za vas. Kako znate nekomu postaviti meje. Kako si znate za sebe vzeti dovolj časa. No, in ko sem se jaz te lekcije učila postaviti sebe na prvo mesto, sem začela zjutraj telovaditi. To je bila v bistvu ena taka prelomnica v mojem življenju, ker sem prišla do zaključka, da če vedno razmišljam, jutri bom pa jaz začela telovaditi, jutri si bom pa vzela čas za sebe. Veste, 3 majhni otroci, pes, posel, mož, zaznoret, tašča. Recimo, kar pomislite, jaz sem bila doma s 3 otroki, a ne pa še posel samo doma delala. In je bilo tako, samo eno majčko sem kupila, se si doma, daj pejdijo zamenjati. In ne da bi rekla, nimam časa, ampak vsem noter sem bila jezna, ne? Kaj spet jaz? Pa kdo najde vedno mene? A ne? Ja, seveda, zdaj pa naslednja stvar preverite z mišičnim testom. Potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. In če imate potrebo potem, da se počutite kot žrtev, verjemite mi, da boste najdeli vedno nekoga, ki vam bo dal vedeti, da ste žrtev. In to je spet nek vzorec, ki ga predelujemo. V glavnem, ključni korak pri tem mojem dobrem počutju je bilo to, da sem zjutraj začela delati tibetanske vaje. In to je bilo v bistvu občutek, da nekaj v celem dnevu vse naredim za sebe. Zjutraj smo majčkeno reorganizacijo naredili doma in namesto, da sem jaz pripravila zajtrk otrokom, je to pač naredil njihov oče. Namesto, da sem jaz peljala otroke v šolo, je to naredil njihov oče. In sem jaz imela nekaj časa, sem si pridobila. Na ta način sem si pridobila tisti čas, da sem lahko rekla, zmorem, v redu je, zmorem. In poskusite najdete vsak dan za sebe nekaj minut. In teh nekaj minut na dan vam bo pomagal pri tem, da boste začeli delati korake za sebe. In s tem se bo absolutno zmanjšal tudi stres, če boste svoje telo še malo podprli z vitamini, ga nahranili, potem ste pa že na zeleni veji. In boste videli, potem ste pa že blizu temu, da lahko začnete postavljati meje, da lahko tudi včasih poveste, kako se pa vi počutite. Veste, tudi za nazaj lahko rečete takrat, ko je bilo to, jaz sem se počutila na ta način, ne da kažemo na druge, ti si mi to, nisi to, bi mogel to in tako naprej in smo spet v nekih konfliktih. Tako da v glavnem, ljubezen do sebe je to, da znamo reči ne in da znamo postaviti meje. Ampak mislim, da je to ena od najtežjih lekcij, sploh za vse tiste, za nas, ki se to učimo in predvsem tisti, ki smo programirani na to, vedno moram biti prijazna. In sem še kar prijazna, pa če prav meni kriči, da bi komu vrat zavila. Zato je pomembno, počistite te programe, ki vam ne služijo. To so programi vaših prednic, nekoč so ženske mogle tako delovati in zdaj so pa te stvari majčkeno že preživete, tako da je čas, da gremo v drugačno obdobje. No pa pojmo še na prehod v novo dobo, da vidimo, kakšno sporočilo dobite vi, svetle duše, ki se učite ljubezni do sebe. 3 karte bom potegnila, prehod v novo dobo in da vidimo, stvarstvo, vodniki, kaj sporočate za te svetle duše,
ki se učijo ljubezni do sebe. Prva karta je odpuščanje. Dajte odpustiti vsem vašim ramljam. Vsi, ki vas na nek način davijo, dajte jim odpustiti. In naprej stvarstvo vam čestita za pogum, ste na pravi poti. Vse poti naprej so gladke. Naredite korake za sebe in dovolite, da se vaše celice napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Tako da to so 3 karte, ki sporočajo, imejte sebe bolj radi in zato, ker se imate radi, odpuščate. Zato, ker se imate radi, poskrbite za svoje dobro počutje, ker s tem, ko poskrbite za sebe, imajo od tega korist vsi. Tako da uživajte in vse dobro vam želim in naj se v vašem življenju zgodi Božji blagoslov.